cilj je, kot sem že rekla, da se naučimo sprejeti, čeprav ne razumemo, da iste stvari drugače, dajmo skupaj, vidimo, slišimo, delamo, čutimo in doživljamo. To je pomembno. Meni ni potrebno razumeti, kako si lahko to naredila, rekla, ne naredila, ampak je pomembno, da se naučim sprejeti. Ker ko se to jaz naučim sprejeti, potem niste več moj sovražnik, niste več moj neprijatelj, niste več oseba, ki mi namenoma greni življenje, ampak se poskušam postaviti ob vas in iz vašega zornega kota pogledati situacijo in videti, a veste, če oseba nekaj naredi, a se je potem potrudila? A je lenoba, če je naredila? Potrudila se je tako, kot ve in zna. Da pa ni narejeno, po moje je pa druga zgodba. Verjetno zato, ker nisem dala navodil in sem izhajala iz sebe. Nisem pa dala navodil, ker sem izhajala iz sebe in sem pričakovala, da vsak normalen pa bi to ja lahko vedel. A je to resnica v našem življenju ali ni? Ali bolje naši otroci ali mi funkcioniramo tam, kjer so jasni okvirji, jasna navodila, ker se točno ve, kaj je treba narediti? To ste ta spodnji introvertirani melanholiki, pravi melanholiki, flegmatiki, ste odlični delavci, povsod tam, kjer so jasna navodila, kjer se vnaprej ve, kaj se od vas pričakuje, kaj je treba narediti in tu odlično funkcionira. Ta zgornji, mi, ki smo energični, pa sovražimo te okvirje. Naj mi kdo dvigne roko, ki sovraži te okvirje. Mi odlično funkcioniramo, ko smo lahko samoiniciativni, ko lahko naredimo nekaj po svoje, ko lahko nekaj spremenimo, ko vidimo rešitve, ko vemo, to bi bilo veliko bolj učinkovito, ko to in na svojo roko to naredimo. Kdo se strinja z mano? Ja, in tam, kjer so okvirje, znorimo, še posebej, če nič ne smeš spremeniti. Vejte, vsakdo med nami je lahko odličen, perfekten delavec, če dela tisto, če rečem po domače, kar mu je na kožo pisano. Ja, ljudje se res vsega lahko naučimo. To smo dokazali skozi zgodovino. Ampak zacvetimo takrat, ko delamo tisto, za kar smo rojeni. A poznate nekoga, ki zna vse? Poznate verjetno nekoga, ki misli, da zna vse? Dejstvo je, da ni vsak za vse. Vendar je vsak za nekaj. Slišite me dobro. Ni vsak za vse. Vendar je vsak za nekaj. Gremo skupaj. Ni vsak za vse. Vendar je vsak za nekaj. Dajmo se tega spomniti v naši družini, na našem delovnem mestu in lažje bomo funkcionirali. A veste, in zdaj kaj se dogaja? Mi imamo ta spodnje, čudovite ljudi, dragocene ljudi, flegmatike, melanholiki, potrebujemo vas zaradi vaše globine, potrpežljivosti, nadarjenosti, talentov, ki jih imate. Ampak ko se znajdete v nekem euforičnem okolju, ki je veliko ljudi, ki se treba takoj odločiti, ker se morajo hitro sprejemati odločitve, vi zmrznete. Vi zmrznete. Kdo je pogumen in mi to prizna? Hvala. Zmrznete. Mi osvetimo ta zgornji. Ko je frka, večja, ko je frka po domače rečeno, večji, ko je stres, večji, ko je problem, bolj mi osvetimo. Roke gor, kdo se najde v tem, poglejte, koliko nas je. A veste, in zdaj, če izhajaš iz sebe, jaz ne razumem, pa v čem ti je zdaj problem, pusti to, kar delaš in naredi to. Če izhajam iz sebe. Vi izhajate iz sebe in rečete, pa kdo normalen se kar zmišljuje zdaj naredi to. Pred 5 minut si mi rekel, da naredim to, a zdaj mi rečeš, da naredim to. A vi vidite, koliko gorja se mi delamo. In iz tega nerazumevanja so nastala učenja o mobingu. Jaz osebno sem mnenja, da mobing je zelo skomercializiran in da naredi ogromno škode. Namesto da nas učijo, kako drug ob drugem funkcionirati, kako se pogovarjati, kako reševati probleme, nas učijo, kako delati drug proti drugemu. Dragi in spoštovani, jaz vas prosim, dajmo slediti zdravi kmečki pameti. Dajmo iskati rešitve. Dajmo drug pri drugem gledati tisto, kar je dragocenega, tisto, kar znamo. Nihče ni za vse, vendar je vsak za nekaj. Veste, mi se v življenju priučimo in naučimo veliko stvari, ja? Ampak to ne pomeni, da je to del nas. Jaz imam tukaj različne materijale, imam les, imam kovino, imam plastiko in imam steklo.
Ali so vsi od teh materialov uporabni? A jih lahko kombiniramo? Lahko recimo kovino in metal ali pa steklo oblečemo v kovino. Ampak ali se lahko steklo spremeni v kovino? Ne. In zapomnimo si ta zvok. To smo jaz in vi. Nekdo je steklo, nekdo les, nekdo plastika, nekdo kovina. Steklom nikoli ne moreš delati tako kot s kovino. A potrebujemo in steklo in kovino. In nehajmo drug drugega spreminjati v nekaj, kar nismo. Dajmo se naučiti, ok, če ste vi steklo, bom z vami ravnala tako kot steklom v obojestransko korist in v obojestransko zadovoljstvo. Torej, v službi je zelo pomembno, da se naučite sprejeti ljudi, ki nimajo potrebe z vami deliti vaše osebne podatke. In zdaj me pa vsi poslušajte, to ni mobbing. Če kdo ne želi z vami deliti svojih osebnih podatkov, to ni mobbing. Oseba, ki je vaš sodelavec, je dolžna vam povedati stvari samo, ki se tičejo dela. In še to, kar vam mora povedati. Ne rabi vam povedati, kar jim ni treba. A veste, in to ljudje potem izhajajo iz sebe, obrnejo proti vam. Ja, ti me ignoriraš, ti se z mano nočeš pogovarjati. Veste, in zdaj, če bi se mi naučili sprejeti to drugačnost, če bi delali drug ob drugem, če bi bili iskreni drug do drugega, bi vi meni povedali, ne me spraševati, zame so to neudobna vprašanja, ne želim ti o tem odgovoriti, ne želim se o tem pogovarjati in če bi jaz imela to zavedanje, ok, smo drugačni, nimaš te potrebe, ok, se bom šla pogovarjati s Tino. Ko bo pauza, bom šla k Tini na čvek na klepet.